Pozdravljeni. V soboto pred veliko nagrado je čas za zadnji brifing. In poglejmo si skupaj, kaj sem pripravil pred dirko v Monci. Tudi tokrat imamo 3 dele, 3 sklope, kjer bomo v prvem si ogledali, kaj se je pravzaprav zgodilo na kvalifikacijah, v drugem bomo našo pozornost usmerili k ritmu in na koncu vam bom tudi predstavil svoje osebno lastno videnje glede možnih strategij. A tokrat še pred začetkom samih kvalifikacij smo bili deležni velikega presenečenja. In ne govorim o objavi, da Porsche ter Red Bull ne bosta sodelovala v sezoni 2026. Namreč za Williams bo na dirki nastopil Nyck de Vries. Alexander Albon je bil prisiljen izpustiti to dirko zaradi vnetega slepiča. Poglejmo, kako se je odrezal, seveda on in vsi ostali. Videli smo izjemno zanimiv boj, predvsem za najboljšo štartno mesto, ki ga je zasluženo osvojil Charles Leclerc. A o tem smo že govorili v prispevku pred samimi kvalifikacijami. Videli smo, da pravzaprav rezultati, ki jih vidimo na tabeli, odražajo tistega, ki so ga nekako prikazale simulacije, bolj malo manj kot običajno. A seveda oba Ferrarija tu sta bila konkurenčna Red Bullu Maxa Verstappena. Videli smo tudi Pereza, ki je nekako se priključil prvemu tercetu. Ostali seveda zaostanki, ampak videli smo, na primer, da oba McLarena sta se prebila v tretji del kvalifikacij, kar menim, da je po dolgem času ohrabrujoč rezultat. Malce so nas razočarali, na primer pri Alpinu. Ali pa preveč razvadili v prejšnjih velikih nagradah, vsak lahko to interpretira po svoje. A videli smo tudi, kako Nyck de Vries je dosegel izjemno zanimive čase za nekoga, ki v petek je testiral na prostem treningu Aston Martina in v soboto se je znašel v Williamsu in pokazal fantastičen rezultat. In po mojem osebnem mnenju tudi čas Charlesa Leclerca je bil izjemno zanimiv. Če kdo sledi tudi raznim vprašanjem, ki jih dobim pod videi na YouTubu, je opazil, da sem napovedal približno tak čas na krog. In priznam vam, da je šlo lepo občutku, zato bil sem blizu, ampak pravzaprav ne vem zakaj. A na samih kvalifikacijah moramo tudi primerjati na primer formo pri ekipi Haas, formo pri ekipi Williams. Videli smo, da tako Magnussen kot Schumacher nista dosegla tistega, kar sta pokazala Latifi in de Vries. Sedaj, čigava je krivda? Videli smo na primer pri Schumacherju kar obilico smole skozi celoten vikend. A to ni izgovor, treba je pokazati rezultate. Svet motošporta je krut. A tudi Magnussen po nekaterih izjemno dobrih dirkah sedaj v zadnjem delu sezone, ne vem, ne prepričuje. A seveda veljam za malce strogega kritika, videli bomo, kaj bo pokazala dirka. Ampak do sedaj smo govorili o samih kvalifikacijah, bolj zanimiv je štartni razpored. Se spomnite našega prejšnjega prispevka, sem omenil, da kazenskih mest ni konec. In sedaj bi vam lahko tu predstavil cel spisek poročil, kaj vse so pri določenem vozniku zamenjali. A
da bomo malce bolj razumljivi, imamo tu grafično prikazano, koliko kazenskih mest bodo dobili določeni vozniki. In trije bodo začeli iz dna, kot vidite. Nekateri bodo dobili 5 mest, drugi 10, tretji pa 5. A to pravzaprav spremeni celotno podobo štartnega razporeda. Ga lahko na neuradni verziji vidite sedaj na vaši, kjer Charles Leclerc seveda ostaja tam spredaj, ampak takoj za njim, takoj za njim so vozniki, ki jih nismo vajeni tako visoko in verjetno tudi ne držijo takega ritma kot Ferrari F1, pomišljaj 75 Charlesa Leclerca. Koliko časa nismo videli obeh McLarenov tako skupaj in tako visoko. Seveda zasluga predvsem nasprotnikom, ki so se tako prijazno umaknili s poti. In tudi oba Williamsa bistveno više, kot smo ju morda videli skozi celotno sezono. A to ne pomeni, da Max Verstappen ne bo nevaren. Vidimo ga, da je tam spredaj, bistveno bolj spredaj kot marsikateri njegov nasprotnik. In tu bi se rad ustavil v celotnem štartnem razporedu pri Carlosu Sainzu mlajšem. Videli smo ga, da na samih kvalifikacijah je bil izjemno hiter. In ni mi osebno jasno, zakaj so se pri Ferrariju odločili v toliko menjav, da so ga spravili na dno. Res, tistih nekaj voznikov do prve deseterice bo prehitel zlahka, ampak mogoče res teorija, da ga umikajo s poti Charlesu Leclercu, ima neko osnovo. Namreč ne znam si predstavljati, zakaj tako hitrega voznika tako oškodovati z menjavami, ki morda po tistem, kar je meni znano, sploh niso bile tako nujno potrebne. Namreč Charles Leclerc ima elemente pogonskega sklopa, ki še imajo določeno število prevoženih velikih nagrad in seveda posledično tudi kilometrov. Je bilo to res potrebno pri Carlosu Sainzu mlajšem? Ne vem. Videli smo, da naprimer pri Red Bullu so menjali le motorje z notranjim izgorevanjem, najnujnejše. A vsak si lahko naredi svojo predstavo tistega, kar se dogaja v skuderiji. Če smo sedaj malce razumeli to zmedeno situacijo v samih kvalifikacijah in štartnem razporedu, si bomo sedaj še ogledali formo med Red Bullom in Ferrari. Najprej to skico, kjer po mikrosektorjih lahko vidimo, kje je hitrejši Ferrari in kje je Red Bull. Red Bull je seveda označen z modro, Ferrari zeleno. In vidimo, da situacija je dokaj izenačena. A tokrat, da bi malce bolje razumeli razliko med Red Bullom RB18 in Ferrarijem F1 pomišljaj 75, si bomo na grafu od ovinka do ovinka ogledali celotni krog. In seveda podatki izhajajo iz drugega prostega treninga, ampak ni toliko bistveno. Namreč skoraj na vsakem ovinku vidimo nekaj, kar je izjemno pomembno. Namreč Red Bull je sposoben kasnejšega zaviranja in v začetni fazi pospeševanja je bistveno boljši od Ferrarija. Razlika je res minimalna, ampak zanimivo je, da skozi celoten krog se na vseh ovinkih ponavlja ena in ista zgodba. Seveda, to ne pomeni, da je sedaj Ferrari bistveno bolj zadaj kot Red Bull. Smo pravzaprav iskreni in si pogledamo to tabelo, kjer je izračunan ritem, sta Ferrari in Red Bull dobesedno poravnana. A tu vidimo, da je na tretjem mestu Mercedes,
Ne smemo pozabiti, da tudi McLaren ima možnost dobrega ritma. Seveda dvomim, da se bodo lahko borili za zmago, če ne pride do nekih nepredvidenih situacij. In ne verjamem, da bodo ponovili tistega, kar smo videli lani. A kljub vsemu, tu ne bi pozabil na Williams. Če pogledamo njihov ritem, je izjemno konkurenčen. In spomnimo se rezultatov kvalifikacij oziroma štartnega razporeda, ker bosta oba voznika imela dobro izhodišče. S pravo strategijo znajo presenetiti. To bi bil tudi za njih izjemno lep ter pomemben rezultat. In že ker sem omenil ekipo Williamsa, bi tu rad odprl še eno zanimivo vprašanje. Nyck de Vries, rezerva pri Mercedesu, je bil posojen Aston Martinu za prvi prosti trening in sedaj vozi za Williams. Nič napačnega, da smo si na jasnem, ampak se vam ne dozdeva, da imamo neko kronično pomanjkanje rezervnih voznikov. In to je eno izmed onih vprašanj, na katerega bodo morali v prihodnosti pri Formuli 1 dobiti odgovor in to prav kmalu. A sedaj prihajamo še v tisti tretji, zadnji del, kjer vam bom predstavil svoje 3 rešitve, kar se tiče strategij. Priznam, da nisem imel časa, da bi videl, ali je sploh Pirelli ali kdo drug objavil kakršne koli napovedi. In seveda to bomo tudi videli v samem komentarju, ko bomo primerjali mojo napoved s tisto, ki jo je napravil Pirelli in seveda onim, kar bodo ekipe pokazale na sami progi. A tudi tokrat sem izbral 3 variante. Rad bi poudaril, da tu v Monzi imeti več kot en postanek je že skoraj da škodljivo. Namreč, ko vozijo vozniki po pit laneu, se oni na progi nahajajo na tisti, recimo, in neskončni ravnini, ker si približujejo 300 km/h. Izguba časa tu je res pomembna. A vseeno, napravil sem 2 strategiji z enim postankom, eno varianto tudi z 2 postankoma, ampak samo zato, da vidimo, da je tudi nekaj takega možno. Meni osebno je najbolj všeč ona prva, začeti na pneumatiki medium in to približno po 23 krogih natakniti pneumatiko hard ter iti do konca. V teoriji tudi pneumatika medium bi lahko zdržala tam do polovice dirke, ampak zaradi same vzdržljivosti sem stinta tako razdelil. Možno je tudi začeti na pneumatiki soft, prvi stint skrajšati za približno 5 krogov, to natakniti najtršo varianto in seveda odpeljati do konca. Vse odvisno, kaj hočejo vozniki doseči v prvem delu. In seveda prva varianta v primerjavi z drugo nudi bistveno več fleksibilnosti, kolikor pride do varnostnega avtomobila, kolikor pride do prekinitve ter podobno. Na koncu seveda še varianta z 2 postankoma, kjer je možno seveda dele sestavljati in obračati med seboj, ampak poenostavljeno 2 dela po 15 krogov z pneumatiko soft in seveda tisti na medium, ki bi bil dolg okrog 24 krogov. Kar vidite, sovpada tudi s prejšnjima 2 strategijama, kar se tiče same dolžine, same vzdržljivosti pneumatik. Ampak po mojem mnenju, če ni prekinitev, če ni nekih izrednih dogodkov, ta strategija ne tista, ki bo zmagovalna. Ampak že mnogokrat sem se zmotil. Seveda, kot sem vam že omenil, vse primerjave sledijo v komentarju, ki ga objavljam jutri po dirki. Za danes, za naš zadnji briefing, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.